Ja, bomo še enkrat zaploskali, še enkrat. Vabim ustvarjalce filma, ki so danes tukaj le z nami še na en kratek pogovor, ne bomo vas dolgo zadržvali. Če imate kakšno vprašanje, si pripravite pa še za njih, tako da vi pa kar vidite tlele. In igravci. Ja, zlati fanti, vidim. Je še kdo, še kateri, kar nekaj naših študentov, ne? Je bilo samo, vi ne poznate vseh, ki so iz višjih letnikov, iz prejšnjih letnikov. Ja, mogoče bo zdaj največ vprašanj za Saro pa Donna, ampak bom tudi za vas imam nekaj. Takole, celovečerni film, ne? Vajin prvenec, mlada sta, študenta, ne? Odkje pogum kar za celovečerni film? Sej, to je zanimivost, najprej to ne bi smel biti celovečerec, no najprej smo mislili samo eno zgodbo prikazati, torej za short film, za diplomsko nalogo, pa so pa zgodbe kar začele prihajati in smo se odločili, da bomo celovečerc posneli. Dejansko ni bilo nobenega strahu, samo šli smo v to na polno in je ratalo. In smo res veseli, da imamo zdaj to, ne, se lahko predstavljamo z njimi in smo res ponosni, tako da ni bilo strahu. Tudi z Domnove strani verjetno ne. Sara pride do mene in me vpraša, jaz bi imela za diplomsko nalogo neki film, 10-minutni, saj ne bo dolg, ampak potem se je razvlekli res v 1 uro pa pol in smo še danes ponosni, da smo v bistvu se toliko potrudili. Bilo je 22 snemalnih dni, bila so od 7 zjutraj pa velikrat tudi do 10 zvečer. V bolnici smo enkrat toliko dolgo bili, da smo rekli, že ja pa dajmo pa kar prespati v bolnici, ne, zakaj pa ne? Enkratna izkušnja, ne, ampak potem nismo, smo se odločili, da rajš ne, no. Se bom navezala na to, kar si rekel, Sara je prišla do mene, ne? Kako stali, pa so pa prišli do vas, do igralcev, mislim, vi ste pač, do zdaj verjetno niste imeli igralskih izkušenj, predvidevam, ali pač, kako je to izgledalo? Ko so prišli pa vam predlagali? Ja, pač mi smo že prej z Domom pa Saro nek projekt imeli, en drug projekt, je Sara omenila, da bi bo naredila en film, da bi rabila neke igralce. Pa sem bil samo, da lahko jaz sem Sara zagrabila, da ja, kaj boš, bi res. In sem pač film. No, vidiš, od sam se je treba ponuditi čas, ne? Kaj pa vidva? Ja, pač mene je Sara napisala, ko smo snemali že za eno diplomo od moje prijateljice, sem bila pač tam voditeljica, pri njej pa je pol nekako videla, da bi mogoče šla. Ker sem jo direkt v tej vlogi videla, jaz prav videla sem jo v tej vlogi in sem jo želela imeti in rekla, da je za. Mislim, tako so rabili pol dosti teh stranskih igralcev po vse in pač pa so prijatelji med sabo prijatelje povabili in pa smo nekako vsi skupaj prišli. Mi smo sami znance videli, ne, v filmu, ja. Skriti talenti v prijateljih, tako da. Krasno. Še posebej zahvala Lukatu, ker je res ful dobro odigral to glavno vlogo in je bilo veliko pritiska na njem, tako da. Ampak vsi so bili pa res, vsi smo bili kot ena družinca in brez tega ne bi bili tako povezani, ne bi bil tak dober izdelek. To je timsko delo, ne, to je najbolj pomembno in tle se vidi, da je bilo, ne, tako da. Ok, filmu ste dali naslov Razodetje, močna beseda. V bistvu sem nekje prebrala, da v stari grščini pomeni apokalipso. Ja, ne, se mi nam zdi malo nepredstavljiva, ampak je ta povezava. V bistvu odkrivanje, odstiranje nečesa skrivnega. Kaj je bilo tisto, kar si želela s tem filmom razkriti? V bistvu tema smrt je zelo tabu tema. In jaz sem hotela ravno zaradi tega pokazati zgodbe, ki jih ljudje ne govorijo vsak dan. Ne grejo na kavo pa govorijo take zgodbe. Meni to predstavlja razodetje, da si razodaneš dušo in poveš tisto, kar je res zelo temačna tema. In jaz nisem to gledala glih, nisem na to, da je pač v grščini to pomeni apokalipsa, ampak jaz sem to bolj primerjala za slovensko besedo odrešenje. To meni pomeni isto, ampak razodetje se mi je zdelo nekako tako bolj poetično in primerno za takšen film. Pija, vi ste menda doživela podobno zgodbo. Je bilo zaradi tega, ki je lažje ali mogoče še težje zaigrati v
filmu s podobno zgodbo? Mogoče to, da v bistvu ta scenarij in ta film je bil posnet pred tem, preden sem jaz v bistvu na podoben način izgubila mamico. Isto je imela raka v 4. stadiju in kot da je bila ta zgodba nekako namenjena oziroma napisana zame, s tem, da tam je bilo to bolj osebno. Ampak ja, pač zdaj, ko gledam to za nazaj, pač se spomniš sploh, ko je bila smrt od Lukata, tistih težkih trenutkov. Takrat mi ni bilo toliko težko, sicer mi bilo že takrat pač, da mlad fant umre, težko sploh, kar naenkrat nekdo umre za rakom v parih mesecih, ja, vem, v primeru še prej, tako da ja, ni lahko gledati tega, no. Nazaj. Se spomniš marsikaj. Luka, ti si se prvič v taki veliki vlogi preizkusil. V bistvu, kako si doživljal samo snemanje, pa ta primerjava zdaj, ko ti film gledaš? Ne vem, koliko si ga že gledal, ne? Ampak to sem imela občutek, ste zavzeto gledali vsi, kot da ga drugič gledate, ne? Prvič, drugič, ne? Kakšni so občutki, ko se gledaš? Ali pa recimo v primerjavi, kako si si zamišljal, ko ste snemali, kako bo izpalo, pa če je tako, ko si si predstavljal, oziroma kaj zdaj doživljaš, ko se gledaš? Ja, izpalo je pač tako, kot si mislili, da bo izpalo. Kjer so pa taki momenti, da si samo, oh my god. Kateri, na primer, no? Povej, Pač saj ni nič tazga, ne, ampak tako, ne, pač, ne vem, malo tudi kamera ali pa kakšni taki efekti so, no, ker sem bil kao s tisto tableto, ne, so se mi čudno izpali, da se Ali kot te je To nisem jaz, ne? Ali kot te je sestra, tako da. Ko so te umivali. To ni vsak dan. Pa veliko so te objemali, pa tako, ne? V bistvu čisto profesionalno, ne, si mogel to speljati. Ja, se pa si se že navadil. Se pa kar navadiš. Ne čakaš nove ponudbe, ne? Ja. Dobro. Zdaj pa sem malenkost navezala na današnji dan, to temo podjetništvo. Denar torej, ne? Vemo, da filmi stanejo. Kako ste v bistvu uspeli sfinancirati celovečerni film? To je bilo tako, da sem jaz dejansko delala samo za ta film. Torej, preko študenta sem šla delati, da sem si dejansko sama financirala ta film, pomagala mi je moja mami, pomagali so tudi Domen pa njegova družina, ne, so nam tudi prostore dali, že to je veliko, ne, in za hrano za igralce je šlo ogromno denarja in sta starša pripomogla k temu. Smo imeli pa res ogromno srečo, da smo imeli sponzorje, ki so nam dali vsaj zastonj prostore, torej bolnice, zdravstveni center, gradovi, to smo vse dobili zastonj, druga je pa vse iz mojega žepa, ko je šlo pa iz naših družin. Pa seveda prijatelji, ki smo pač delali zastonj, No, tako. da je sploh bilo možno to narediti. Zdaj, kako smo prišli do teh sponzorjev, ne? Prišli smo tako, da je v bistvu Sara se zavzela in pisala vsem različnim tem podjetjem, dobesedno na mail in povedala, da smo študentje, da delamo za diplomsko nalogo. No, skozi ta naziv študent smo, mislim, da lažje prišli do nekih ugodnih, oziroma sploh nismo rabili plačati veliko stvari in smo si v bistvu prostore izposodili. Kar v nasprotnem primeru, da ne bi tega v bistvu omenili, bi bilo kar dosti za plačati. Tako še tudi. Koliko recimo bi, če bi bila to profesionalna, ne rečem, da vi niste bili profesionalci, ampak profesionalna produkcija, ne? Koliko bi tak film stal? Ste kdaj razmišljali o tem? Ja, da bi tudi vse Da bi v studijih snemali, da bi vse, tako, ne? da bi vse v studiu. Ja, v studijih. Že za naš bolnice. primer, recimo, da bi vse plače vštel noter, pa to mislim, da je po tam malem nekje 20.000 evrov, ker je vseeno toliko ur bilo noter. No, tukaj je vas stal, ne? Ampak Ja. ne, recimo, ne? Vložek je bil taka, pa profesionalni pa verjetno krat 10, krat 100, ne vem. Ja, odvisno, kaj si že želiš. No. Več, ko je vizualnih efektov, več ljudi mora delati, posežno več ur, več denarja. A ja, znesek točen zdaj. No, Visoko. Zdaj, odvisno, ne, ali- krat Ja. kakšno nulo še, ne? Ja, kaj kakšno malo. Dobro, od prve premiere, ne, zdaj minilo pol leta. Je šlo po načrtih v bistvu v bistvu predvajanja, no? In če se je finančni vložek že kaj povrnil?
Po načrtih je šlo še bolj kot po načrtih. Ne? Res, ljudje so tako lepo sprejeli, tudi premiera je bila razprodana, 500 ljudi je bilo na premieri, kar je bilo tisto wow, nikoli si nisem mislila, da bomo lahko dejansko napolnili celo dvorano. In pol te odzivi so bili res nekaj najlepšega, torej same pozitivne. Ne? Veliko ljudi je rekel, da so se jokali, kar je bil moj cilj, ne? Ker to pomeni, da se človeka dotakne. Malo mogoče čudno sliši, ne? Da želiš, da se človek joka, ampak meni to res veliko pomeni. Drugače, stroški se še niso pokrili, ker so bili že tako veliki, ne? Ampak ni vse v denarju, ne, veliko bolj je to, da ponesemo to sporočilo v svet. Na kakšne načine pa ste, recimo ste film promovirali, pa zdaj, ko ugotavljate, recimo, bi ga lahko še kako drugače, ali... Ja, promovirali smo s pomočjo tega nekako, da so različni influencerji recimo govorili o tem, so povedali, da priti na premiero pa tako. To je ful pomagalo, no, ker je bil večji doseg. Zdaj, če greš promovirati, da ti plačaš za nek oglas, ni tako efektivno, ker človek res hitro scrolla in mora biti res udarno, vizualni nek video, da te zamika. Tako da smo šli bolj na ta. Imeli smo Izaka Palmo, imeli smo Nušo Derendo, imeli smo Nino Savnik, ja, Nino Savnik iz Sanski moški, tako da smo bolj po teh. No. Spletno stran smo imeli narejeno, kjer smo tudi vstopnice, kjer smo prijave zabeleževali, da nam ni zmanjkalo sedežev na premieri. Smo se že kar bali na premieri, ker je bilo tako nabito polno, ampak bil je čas korone in so nekateri tako vedeli, tako da je bilo vse v redu. Ja, imeli ste pa tudi nekaj člankov v medijih, ne, zdaj pa vi pa ste zdaj omenjali digitalni marketing v glavnem, ne, družbeno mreže in tako naprej, ne. Zdaj, tukaj bo Sara več povedala, ker je novinarka pristopila in jo... Ja, pred kratkim je tudi do mene pristopila in me želela intervjuvati tako samo mene, ne, tako celo zdaj še. Ja, tako je bilo tudi objavljeno. Ampak pred premiero ni bilo nobenih člankov, ne, nismo več dajali članke, da bi promovirali preko tega, ne, to je bilo šele po premieri. No, to boste pa zdaj, to ste se naučili, ne, hočeš več pri tem filmu, da pač bi bilo treba še malo PR-ja pred, ne? Tako, ja. Bi se še dali kaj narediti, da bi bilo še bolj boom, ne. Se še vedno lahko naredimo, ne, tako da imamo še namen spraviti ta film naprej, na festivale pošiljati in vse, ne. Edino eno stvar, zdaj vem, da naredi kar vsak film, ampak preden ga daš kot premierno predvajati, moraš premisliti, da ko ga daš potem na festival kakšen, je tam dostikrat pogoj, da se ne predvaja na premieri že nekje drugje. Tako da se ne moreš udeležiti in potem tudi nagrad, če v bistvu je tako dober, da bi zmagal, ne. Si ne moreš... To pa zdaj veste, ne? To zdaj vemo, ja. Damo še besedo vam. Se vam je porodilo kakšno vprašanje za ustvarjalce? Sploh študent? Sara, če si že kaj razmišljala za naprej, mogoče kakšne ideje, če že kaj je? Ja, imamo že ideje, sem zdaj ne več za celovečerce, zdaj imamo bolj za kratke motivacijske filme, ne, tudi z Domnom bomo en film zdaj naredila, inspiracijski, ki bo tako največ 20 minut, dobro, to zdaj rečem, ne, upam, da ne bo več, bomo poskrbeli, da ne bo več. Drugače pa ja, imamo projektov. Kakšna nova zgodba, ki si ti je porojila v glavi mogoče? Po tem filmu. Ja. Ne, moram malo počiti, zdaj, ker tle je bilo res 1 leto konstantnega dela z organizacijo, ogromno stresa, pa da zdaj malo pauze, ko gremo pa naprej. Malo svojega življenja upiti, pa pol spet iztisniti ven, kar pride. Še kakšna medijska produkcija? Še vprašanje? Ne? Pa bom pa jaz vas prosila, glede na to, da je danes prvi dan novega študijskega leta, kakšno spodbudno, motivacijsko misel za naše študente. Kdorkoli, komur se kje utrne, lahko vsi, lahko... Študentje, stopite skupaj, ker to res, če hočete snemati, tako je teamwork, pa tudi fotkat, ne, recimo kak fotosession nekega bolj udarnega ideja, projekta, dajte stopiti skupaj, se opravičujem, da potem nastane boljši izdelek. Pa še zagarantiram vam, toliko se boste presmejali, ko boste tudi prišli do izdelka, boste toliko ponosni.
To je to Res najlepši občutek, najlepši ko lahko predstaviš pa rečeš, pri mladih letih sem naredil to pa to. Ne. To je res tak občutek in se splača. Ne. Tako da tudi zdaj, ko ste študentje, ker imate toliko priložnosti, ker podjetja vas podpirajo, država vas podpira, ne. Toliko ugodnosti imate in res splača se izkoristiti zdaj, ko ste študentje. Nekaj naredite. Ja. Še kaj? Morda? Ja. Ja? Ne grizajo, Ja. ne grizajo. Ker... Mogoče bi se jaz še na podjetništvo navezala prej, ker je rekel tudi ta gospod, da probimo vsi slediti svojim ciljem, pa tisto, kar nas zanima. Če imate neko idejo, ali pa če imamo neko idejo, da se spravi to naprej, da probaš, da slediš temu, kar te zanima, pa da res počneš v življenju tisto, kar te zanima. Hvala lepa, bi s to mislijo kar zaključila. Najlepše se vam zahvaljujemo, pa tudi vam, ki ste zdržali do konca. Hvala.